10. novembra je v dvorani Konjičanka ob 12. uri potekala kratka slovesnost ob jubilejni 10. obletnici drobtinice. Po vabilu so se odzvali magister Janez Pezelj, generalni sekretar Združenja Rdečega križa Slovenije, župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek, prostovoljci in mentorji Rdečega križa ter ravnatelji osnovnih šol iz Konjic in okolice. Na slovesnosti so podelili bone sredstev v zbranih na stojnicah, kjer se je zbralo več kot 4100 evrov in so bili razdeljeni na osnovno šolo Zreče 980 evrov, osnovni šoli Loče 790 evrov, za osnovno šolo Vitanje 580 evrov, osnovni šoli ob Dravini 850 evrov in na osnovno šolo Podgoro 940 evrov. Hkrati so se na slovesnosti zahvalili pekarnam in društvoma kmečkih žena za dolgoletno sodelovanje. V preteklih 9 letih je s pomočjo pekov in članic kmečkih društev Zarja in Lipa uspelo zbrati za več kot 5000 toplih obrokov za otroka iz Slovenskih Konjic in okolice. Z letošnjo zamislijo, da poleg stojnic s kruhom organizirajo še dobrodelno tržnico, je uspelo zbrati še za dodatnih 1930 toplih obrokov. Cenjeni generalni sekretar Rdečega križa Slovenije, današnja prireditev je pravzaprav zaključek enega prostora, ki se pri nas vsako leto v jesenskem času izvaja in nekako smo lahko upravičeno ponosni na to, da je zametek ali pa prva tovrstna prireditev bila ravno v Slovenskih Konjicah. In zato na tem mestu še enkrat hvala vsem tistim, ki ste takrat pred 10 leti pričeli za to dobrodelno akcijo, kako pomagati tistim drobnim ptičkom, ki zobajo drobtinice iz dlani. Govorim tudi o simbolnem letošnjem plakatu, ki je vabil vse tiste, ki ni mar za druge, za težave drugih in za stisko drugih, da pomagajo. In jaz sem prepričan, da je med drugim tudi ta letošnji plakat odprl srca tudi mnogim drugim, ki bi sicer prezrli to našo humanitarno gesto. Je že tako, da je vedno v zgodovini so bili ljudje, ki imajo vsega preveč, eni ravno prav in vedno so tisti, ki potrebujejo pomoč drugih. In k sreči je večina ljudi še vedno tam, kjer lahko pomaga na veliko ali na majhno. In najbolj stake so ravno tiste drobtinice, s katerimi lahko polepšamo dan tistim ptičkom, o katerih sem prej govoril. Jaz sem prepričan, da kljub temu, da časi niso ravno rožnati, da do teh ptičkov ne bo preveč in da bomo nekako vsi skupaj zmogli napraviti našo družbo prijazno, prijetno in da to nekako ne dvomim, da bomo uspešni pri tem in vsem, ki ste letos pomagali, ki ste vsa leta pomagali, prepričan sem, da boste tudi v prihodnje znali pomagati in animirati tudi druge, tako da bomo obdržali to, kar sem malo prej rekel, dejstvo, da smo, ali pa našo željo, da smo humana družba. Vsem še enkrat hvala in ponosen sem na vas. Hvala na priložnost, da lahko se dogovorim in o pojavu, ki v življenju posameznika bridko zareže, govorim o revščini. Skrbimo se, če mislimo, da ne zareže tudi v družbo, saj preseka njeno vitalnost in kohezivnost. Družbene spremembe, ki smo jim bili priča v preteklih 20 letih, aktualni gospodarski trendi, teza, tranzicije, ki starejši, sedaj pa tudi predvsem mlajših generacij, ni omogočila kompenzacija cen z visokimi plačami in sistemom rent, pač pa le nizke mizerne pokojnine, prihajajo čez rob revščine veliko več ljudi, kot bi si želeli priznati.
Zato je danes veliko sodržavljanov revnih in njihova človekova pravica do enakovrednega življenja ni spoštovana. Tu zbrani, gre za ljudi dobrega srca in pa tudi ljudi hitre akcije, vemo, da je realna slika vsakdana premnogih državljank in državljanov, mnogih poznate tudi vi, prežeta z golimi eksistenčnimi vprašanji, s povezovanjem enega konca meseca z drugim, skrbjo za tekoče plačevanje položnic, z varčnostjo, ki jih siromaši in z veliko materialno negotovostjo in vedno večjo odvisnostjo. Ni prav, da ljudje po 40 letih predanega dela živijo v takih okoliščinah. In ni pravično, da ne živijo človeka bolj dostojno življenje, saj je dostojanstvo temelj človekovih pravic. Ni prav, da mladi številni ljudje, ki tudi vi poznate, danes imajo službe, danes so brez služb, če pa že dobijo službo, morajo v tej službi, ki dobijo plačo, najbližji križ po pomoč. Na Rdeči križ v Sloveniji zaznavamo vedno več družbenega razslojevanja in revščine, največ med brezposelnimi in neaktivnimi osebami, nažalost zelo veliko tudi med upokojenci in žal ženskami. Najbolj ogroženi so enočlanska gospodinjstva, največje stiske v najemniških stanovanjih. Med starejšimi so še posebno ranljive ženske, te doživljajo več diskriminacije, prejemajo manjše pokojnine, saj so v dejavni dobi morali poskrbeti za nego družinskih članov. In vemo, kako hudo je, da smo v 21. stoletju in da se delimo še vedno na ženske in moške, na bolje slabše plačane poklice. Nizki prihodki ženejo vse več ljudi na prag revščine, številne tudi čez podražitve, ki so v preteklem obdobju vrste za prejemanje pomoči Rdečega križa še podaljšale, se znova napovedujejo kot svojevrstni cunami. Verjamem, da od mene ne pričakujete statističnega pregleda o revščini, a vendarle o nekaterih številkah lahko pove. Če je Rdeči križ Slovenije leta 2008 pomagal približno 108.000 posameznikom in družinam, se je leto kasneje ta številka povečala na 135.000 in pa letos, to kolegica Renata potrdila, po blizu 165.000. No, statistika beleži, da je v tej državi, ki ima v svoji ustavi po drugem členu ustave zapisano, da je socialna država, da v tej državi živi 250.000 ljudi na robu revščine. Če da se 2 milijona, potem vemo, kako hudo se tej državi piše. In rad bi se vrnil k Drobtinici. Drobtinica ima čudovito lepo slovensko ime. Kdorkoli, pa vemo, kdo se je spomnil, si zasluži čestitke. S to Drobtinico, draga Renata in spoštovana predsednica, bodite naprej. Kolegice in kolegi posameznih območnih družbenih vedo, kako težko z neko novostjo prodreš. In poglejte, bili so vizionarji, videli so daleč naprej, kot sam do konca nekega mandata. Pred 10 leti so upeli v gost, so začeli vleči in če je bilo pred 10 leti eno združenje, pa morda še pred 5 leti enaka koliko, 5 ali 6 združenj, ne? Se pravi, zelo počasih imamo danes že skoraj 30. In jaz osebno se bom zavzemal, koliko še bom pol leta še v tem Rdečem križu, da se tovrstne akcije spravijo na nacionalni nivo. In potem bo imela tako država, da ne rečemo, kako bi službo imeli drugačen odnos do tovrstnih zadev. Rdeči križ ni popek sveta, tudi tek stisk ne bo rešil, ima pa to srečo, da ima v ves novo varstvo, ki sedi izjemne aktiviste, ki se ne poprašate po uri, po kilometrih, dnevci, posebniču, ampak popravljate svoje delo in vam ljudje verjamejo, na ta način verjamemo tudi v Rdečem križu. Če pa imamo, ko smo Marta Manc podporu še tudi v občinskih strukturah, potem pa tudi jaz rečem, hvala Bogu, da imamo takega župana, kot imamo, hvala Bogu, da bomo dobili tako koalicijo, ki nam bo naklonjena in da nam bo predolg. Hvala, ker sem vas lahko nagovoril in to gre začali. Hvala. Drobtinica je majhen, a kot kaže, izredno uspešen način tvornega sodelovanja med lokalnimi političnimi, humanitarnimi in izobraževalnimi institucijami,
med podjetniki, prostovoljci in mediji v dobrobit mladih in nenazadnje tudi konkreten dokaz, da skupni nastop pripomore k izboljšanju lokalnega okolja in predvsem k izboljšanju življenja nekaterih članov družbe. Tako zbrane drobtinice omogočajo otrokom iz ranljivih okolij ne le kruha, pač pa tudi zdravja, kanček upanja in dobrega počutja, srčnosti in zaupanja v sočloveka za prijaznejšo prihodnost.